Dobar dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Moje ime je Žiga Žnidarčič. Kako pa tebi ime? Živijo Špela. Kva dogaja? Grejo pa vdaj ven, grejo en disko pizda na žur, razumeš, se ga nabuntala do konca in potem bova vriskala živijo USA. USA, pizda, da boš vseeno kurac, razumeš, so vsi tako napirani pod Ameriki zadnje cajte. Prva novica. Zdaj, ko je Boško Šrot že zapustil Laško dinastijo, Boško Šrot, huda faca, pizda, kako jih je vse na fuku. A poznaš tega tipa? Moj sosed je bil, tega sem živel v Laškem, razumeš. Enkrat smo bili na Bivo in Cvetje, pizda, in smo dolgo žurali, da sem ostal 14 dni, razumeš, in je bil Boško Šrot moj sosed. Zdaj, ko boš razpozil, imajo mnogi slovenski, kaj odstopuje? Fakt, pizda, sem bil na morju, sploh ne vem. Imajo mnogi slovenski politiki končno priložnost, da na račun celjskega tajkuna povejo tudi kakšno pinkra. Tudi plemeniti prvak ZNS Zmago Jelinčič bo zdaj povedal kakšno pikro. Zmago je huda faca. Poslušamo, kaj bo povedal. Skrajni čas, da je odstopil, čeprav se mi zdi svinsko, da je odstopil, obdržal pa denar. Jaz mislim, da bi mu morali ves denar pobrati, njega pa vtakniti tke, kamer paše. Po mojem mnenju za rešetke in to zelo goste. Zmago Jelinčič, bivši baletnik, huda faca, ima tudi svojo teorijo o prihodnosti tega gozda v Sloveniji. Počasi se je začelo v Sloveniji le čistiti vse skupaj, vprašljivo pa je, kako globoko se bo čistilo. Če se bojo samo po vrhu, da se bo v bistvu metalo pesek v oči ljudem, potem ne bo nič. Če se bo pa kakšnega zaprlo, stisnilo za vrat in mu pobralo predvsem nagrabljeno premoženje, pa ta dežela ima budućnost. Ni še sicer znano, ali se bo Boško Šrot v prihodnosti redneje posvetil politični karieri. Če pa bo do tega prišlo, bi ga lahko svojo znano šolo vzel poslanec SD Miran Potač. Pizda, ker je to huda faca, zato je tak hud tip, mega tip. Morda bo tudi Boško Šrot nekoč požel komplimente, kakršne je Potač pred kratkim namenil svojim poslanskim kolegom Luki Juriju, Dejanu Levaniču in Alojziju Krampežu. Pizda. Takole jih je namreč obizal. Zelo sposobni, zelo ambiciozni, prinašajo v delo poslanske skupine, ki je postalo mnogo težje, kot je bilo predtem, ker predtem nas je bilo največ 14, zdaj nas je 29, preko svež veter. Jaz mislim, da se vsaka stranka mora veseliti takšnih poslank in poslancev. Kdaj pa je kakšen razgovor več za to tudi potrebno. Na gribu nad našo prestolnico se je končno zopet ponosno pohvalil obnovljeni razgledni stolp Ljubljanskega gradu. To mislim, bravo Janković, ne me jebat, mislim, tako se dela. Janković, Roland, župan mesta Ljubljana, moj oseben friend. Jaz ga lahko zdaj pokličem. Rečem, halo Janković, goske. Štegar. Mnogo zva, ker zva tkole sva. Tako, ne vem, kako se reče. Mestna občina je za temeljito obnovo, ki je potekala od oktobra leta 2008, menda bo nabila 5000, koliko fuk? Mislim, da fuka. 586 000 evrov. A sem kakšno nulo preč povedal. 586 000 evrov, ne me fukan, mizna madrna, kadar jaz Hanja popravljam, če dam 12 evrov, sem totalno prešvican že, no. Ljubljanski župan Zoran Janković je obsežanje priložnosti takole priskakral k mikrofonu. Spoštovane gospe in gospodje, če nadaljujem tu, ki je kolega Miklavc nehal, res je, da smo na vrhu najlepšega mesta na svetu. In je res, da bomo stolpa lahko videli številne pridobitve v četrti skupnosti Center, tam je gospod Iskrič, to da se bo lahko videl vse svoje gradbišča, od Brega, od Starega trga, Kopitarjeve ulice, Celinotova trga in tudi tunela, ki ne sicer ne vidi, ampak je potreba temeljite obnove.
Hrvati so nas zopet nategnili, ja, milke Hrvaške. Zdaj so hude faze Hrvati, zdaj so hude faze, sam te pa pizna, sam Hrvat obrneš, pa te to nafukajo v dupe, v este nafukajo Hrvati, mislim materno. Mislim, Hrvati so zajemani, zmuzljivi so. Če češ Hrvata enega pofukati, ga mora dva držati. Tokrat sicer brezplačno in na tega skoraj da ne bi opazili, če si ne bi naš Denis Zarkič, una faza, video reporter, pizda Denis, kad nog seka, kad gre kaj v parlament, pa nastavlja v mikrofon, zdi se kamero, vsi, ker vidiš, ko se jim trese, zmodna usnica, ker pizda, Sarkič, ker dobi kar napad, Janši se meša, kad gleda Sarkiča, in to je hudo, čeprav Janša tudi faca, huda faca, pizda. Ki je pregledal, Denis je podrobno pogledal avtokarto, to se spoznam, sem motorist, ki je pred dnevi padla iz slovenskega brezblažnika. Žurnali in generali sta, to je zavarovalnica generali, sta izdelavo brezblažnih avtokar Slovenije in Hrvaške 2009 najela zagrebški biro, ki je našlo deželo dragole po Hrvatiju. Kva? So kaj po svoje meno narisali? Pičke Hrvaške, no. Pičke Hrvaške. Tukaj imamo reke, kot so Kolpa, pa se imenuje Kupa, nikjer Kolpa. Imamo mejne prehode, ki se imenujejo samo kot se imenujejo na hrvaški strani, Brod na Kupi in tako naprej. Tudi vsi tukaj v Beli krajini se imenujejo kot pač so te hrvaška imena. In potem tudi hribi in tako naprej. Naprimer ne piše Trdinov vrh, ampak samo Sveta Gera. In potem, če gremo tukaj spet naprej, kjer bi morala nekako teči Sotla, pa teče samo Sutla. Slovenija, 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 kulturac. Na zelenem radiu mlimniku Mladskega parka Tivoli si lahko domoletje privoščite počitek v knjižnici pod krošnjami, kultura pod krošnjami, knjige pod krošnjami, knjige v naravi, točno eko manjka v naravi. O tem sem prej govoril, divača, mrejo je, benzinska pumpa, bon po benzinu, ali ima ole puša, numaš ti bolj pobereš. Ki letos, torej ta počitek v knjižnici pod krošnjami, letos poneka že 5. Odprta pa bo do 30. avgusta, izgleda pa nekako takole. Za malo hidreje, ker je že pri koncu smo. Na Ljubljanci in njeni pritoki od leta 2002 deluje Zavod Plavajoče gledišče Ljubljana. Plavajoče gledišče Ljubljana, ki bo do konca avgusta vsako nedeljo zabaval najmanjše obiskovalce. To je gledališče za otroke, torej to imam rad, to, to, za otroke vse. Včeraj so si že lahko gledali predstavljanje enskega ljudskega gledališča Pupila z naslovom Zelen pik. Veliko otrok je prišlo. Pozdravljeni otroci. Pozdravljeni odrasli. Bi se radi igrali? Že vreme, odlično zafukati. In Ljubljanske smo že 30, to so bile vesti na vesti, z nami sem bil Žiga Žninačič. Zvene.